Mislim, da je ta izkušnja za Afganistanom, in tu se strinjam s predsednikom vlade, ki je dejal, da ne bom kaj narobe povzel, da je to največji poraz za NATO v zgodovini, bi nas moralo nekaj naučiti. Naučiti, da je sodelovanje v takšnih operacijah ne samo nesmiselno, ampak je pravzaprav popolnoma kontraproduktivno. Prvo kot prvo smo zmetali en kup denarja v to zadevo. Afganistanu smo podarili za 7,6 milijona kosov orožja, za katerega zdaj ne vemo, kje je. Ne vemo, ali je v rokah talibanov, na črnem trgu ali pa kakšnih drugih skupin. Mislim, da smo donirali okoli 4 milijone evrov tako imenovanega prostovoljnega prispevka v skrbniški sklad, ki financira Afganistansko narodno armado, in za našo vojaško prisotnost smo v teh letih porabili okoli 50 milijonov evrov. Se pravi 60 milijonov za to, da se na koncu v enem mesecu vse sesulo v prah. Mimogrede, v istem času smo za mednarodno razvojno pomoč in humanitarno pomoč namenili zgolj 5 milijonov evrov. Tako da vprašanje je, zakaj je šlo narobe, razmišljati o tem, da je problem tega, da je bila Evropska unija premalo vojaško povezana in da nima svojega mehanizma, je zgrešeno. Vprašanje je, zakaj sploh se je šlo v to eskapado. Tu še enkrat poudarjam vztrajno in neumorno, da gre zgolj za uresničevanje v bistvu zelo konkretnih geopolitičnih interesov največjih držav članic NATO pakta z ZDA na čelu, in to je celotna zgodba, ki stoji za zgodbo Afganistana. Veste, da so talibani išli iz ameriškega financiranja mudžahidov v 80-ih letih kot odpor proti temu, kar se je takrat dogajalo v Afganistanu, in da je v bistvu to pravzaprav samo en začaran krog uresničevanja oziroma iskanja imperialnih interesov ZDA na Bližnjem vzhodu. Tako da me ne preseneča, da je to poročilo pod črto popolnoma prazno, oziroma razumem to zadevo, mislim pa, da bi ravno iz te izkušnje, ki se je zgodila v preteklem mesecu, morali to poročilo zapolniti. Morali bi ga zapolniti z neko refleksijo, z nekim konkretnim razmislekom, ali se te stvari še gremo. Mi smo, zdaj govorim kot državljanke in državljani, o NATO paktu razmišljali oziroma razpravljali, pa še to bežno zgolj leta 2003, ko je bil referendum in ko se je zgodila odločitev, da postanemo člani NATO pakta. Od takrat naprej se je vsakokratna politična garnitura oziroma oblast sklicevala na to, da smo imeli referendum in da smo sprejeli te pogoje. Pogoje, ki sicer niso nikjer zapisani v Severnoatlantski pogodbi, zdaj govorim konkretno o sodelovanju v misijah in o oboroževanju za namene NATO pakta, in to je ena od stvari, o katerih bomo morali začeti razmišljati. Ali si želimo sodelovati na tak način v NATO paktu, tako da nas stiskajo v kot, da od nas zahtevajo blazne investicije denarja, javnega denarja v oboroževanje za opremo, ki ni namenjena obrambi državi, in tu se spet sklicujem na 124. člen ustave, in da sodelujemo v teh eskapadah po svetu, zato da bomo na koncu puščali kose orožja v bistvu nekim terorističnim oziroma ekstremističnim skupinam v tretjem svetu. Jaz mislim, da to ni stvar, pod katero bi se podpisali prebivalke in prebivalci Slovenije. Prav tako je vprašanje, ali je to sploh to nekaj, mislim, ali je sodelovanje v takšnih misijah, ki niso misije Združenih narodov, sploh nekaj, s čimer bi se katerikoli državljan te države ali pa prebivalec te države lahko poistovetil.